Pozdravljeni, dragi gledalci. Če spremljate geopolitiko, potem veste, da bodo letos v Rusiji potekale volitve. Seveda bo kandidat Vladimir Putin, ki pa bo najverjetneje dobil malo more glasov. Toda kaj Putina sploh drži na oblasti? 24. junija je bil v novicah po celem svetu zelo prepoznaven tale človek. Njegovo ime je Evgenij Prigožin. Bil je vodja zasebne paravojaške enote, ki se je borila v Ukrajini in po celem svetu. Težava pa je nastala 24. junija, ko je Evgenij Prigožin naredil nenavadno potezo. In sicer, možakar je celo vojsko za zob oboroženih ljudi peljal v Moskvo, da bi odstranil Šoguja, ki pa je minister za obrambo. Razlog pa je bil slabo vodstvo. In med potjo do ruske prestolnice je za medije in za Ruse pojasnil svoj napad. А теперь слушайте меня, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Prigožin je nenadoma postal najresnejša grožnja, s katero se je kadarkoli srečal Putin. Toda sploh ne bi bil problem za Putina, če bi nek naključen človek v Rusiji zbral par sto ljudi in šel recimo protestirati. Problem je nastal, ker je bil to Putinov tesni zaupnik, neke vrste prijatelj. Prigožin je ruski oligarh, ki je bil tesno ob Putinu. Vladimir Vladimirovič Putin. V več kot 20 letih Putinove vladavine je Putin okoli sebe zgradil na videz neprebojen zid tajne policije, obveščevalcev, vojske in paravojaških enot. In prav ta zid je Putina postavil, da ga ne bi kdo poskusil vreči iz oblasti. In na to se je nekdo kar naenkrat odločil, da ga bo vrgel iz oblasti in mu naredil težave. Torej, kdo so tisti, ki držijo Putina na oblasti in zakaj se mu je nekdo kar naenkrat uprl? V prejšnjih videih smo govorili o KGB-ju. KGB je bil odbor za državno varnost, ki ga je ustanovila Sovjetska zveza, predvsem kot nadzor znotraj države in zunaj države. KGB je sestavljalo več tisoč agentov, katerih naloga je bila vohunjenje, nadzorovali so vse politike, vojake, policaje, učitelje, do pekarn, do lokalnega sladoledarja. Vse samo da obranijo vladajočega človeka na oblasti. In prav zaradi delovanja KGB-ja so sovjetski politiki lahko tako dolgo vladali državi, dokler Sovjetska zveza ni nekega dne propadla. Ko je padel komunizem v Rusiji, je padel tudi KGB in novi predsednik Jelcin jo je razdelil na več manjših agencij. Nekatere so se ukvarjale za problemi v državi, nekatere se stvarmi zunaj države, nekateri so varovali predsednika, potem so sledili še agenti za komunikacijsko zaščito in elektronsko varovanje. To so bile ruske varnostne enote, namreč 90. leta v Rusiji niso bila najlepši kraj na svetu. Okoli njih pa so se poslovneži in superbogati borili za oblast in naklonjenost k Jelcinu. Ob vsemu temu se je mladi Vladimir Putin postavil na pravi kraj ob pravem času. V 80. letih je bil Putin tajni agent, nato je dobil vlogo kot vodja ruske obveščevalne službe in nato je vse enote povezal med sabo in postal predsednik vlade, medtem ko je bil Jelcin na oblasti. Vendar je Jelcin leta 1999 odstopil in za svojega naslednika razglasil Vladimirja Putina. Putin je takoj začel utrjevati oblast in zaradi tega je k sebi poklical vse ljudi, ki jim je lahko zaupal. FSB je trenutno varnostna služba v Rusiji in zelo spominja na KGB. Delujejo celo iz njihove stare zgradbe in jim dal nova in nova pooblastila. In nato je združil še ostale varnostne službe in likvidiral politične nasprotnike. Da pa so jih obsodili, so si za njih ponavadi izmislili obtožbe. Nato je pod svoje poveljstvo dodal še vojsko in tako je dobil zid, ki ga je nemogoče prebiti. Noben se mu ni mogel upreti. Bivši člani KGB-ja so se imenovali Silikovi in jih je Putin postavil zraven sebe. To so bili vojaški voditelji in poslovneži. Putin jim je za njihovo lojalnost dal moč in bogastvo. Vse, kar so morali narediti, je bilo sledenje njegovemu povelju. Njihova naloga pa je bila, da nadzirajo njegov zid. Recimo Navalni.
Glavni opozitor Putina je bil zastrupljen v Nemčiji in sedaj je zaprt v ruskem taborišču nekje daleč v Sibiriji, kamor ne more njegov odvetnik in prestaja 20-letno zaporno kazen. Navalni je Putina poskušal odstraniti z oblasti, vendar so Putinovi ljudje Navalnega obsodili in zaprli. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим. Leta 2014 je Putin ustanovil novo skupino in sicer rusko paravojaško enoto, ki se imenuje Wagner. To je paravojaška enota, ki se bori v vseh delih sveta za interese Rusije. Čeprav je tehnično nezakonita po ruski zakonodaji, je hitro postala zelo dobrodošlo Putinovo orodje. Recimo Wagner je celo pomagal pri invaziji na Krim leta 2014. Leta 2015 se je boril v Siriji. Wagner deluje v različnih državah, kot so Mali, Libija, Sudan, Centralna Afriška republika in druge države. V teh državah ima Rusija potencialni interes. To je neke vrste kolonializem 21. stoletja. Glavna oseba Wagnerja pa je bil Evgenij Prigožin. Bil je podjetnik, ki je zgradil več podjetij, ki so se ukvarjale s prehrano, restauracijami in zdravili. Prigožin pa je bil v svoji mladosti kriminalec in je večino svoje mladosti preživel po zaporih. Wagner in ruska vojska sta vrsto let skupaj dobro sodelovala, vendar po napadu na Ukrajino se je to spremenilo. Ruska invazija na Ukrajino se ni ravno najbolje izšla. Ni jim uspelo zavzeti Kijeva in po 2 letih hudih spopadov so osvojili ozemlje, ki je veliko le 42.000 kilometrov. To je 2-krat več kot je velika Slovenija. Ti neuspehi so Putinu zamajali stol, kar je povzročilo, da je veliko njegovih oligarhov dvomi v njegovo moč. Zato je odstranil ogromno vodij FSB-ja in drugih tajnih služb. Prav tako pa je odstranil tudi višje vojaške poveljnike in nekaj svojih oligarhov. To je bila za Prigožina dobra novica, saj je lahko Wagner predstavil kot močno silo. Večino svojih borcev je postavil na čelo ključnih spopadov v Ukrajini, predvsem v Bahmut, kjer je umrlo več kot 20.000 Wagnerjevcev zaradi Prigožinovih brutalnih taktik. Vendar so 20. maja 2023 zavzeli Bahmut. Говорю вам всем, валите-ка вы нахуй. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка. Началась 8 октября. In s tem se je Prigožin še bolj približal Putinu in nato je začel javno kritizirati ruske voditelje. Prigožin je javno povedal stvari, ki si jih noben ne upa povedati v Rusiji, vendar se Putin tukaj ni vmešal, ker mu je rivalstvo med njegovimi podaniki koristilo. Vendar so junija 2024 hoteli Wagner združiti za rusko vojsko, pri čemer so Prigožina odstranili iz ožjega kroga in ga odrezali od moči in bogatstva. Da bi Prigožin preživel, se je Putinu uprl. Министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Ko so njegove sile divjale proti Moskvi 24. junija 2024, je rekel, da bo odstranil samo ruske vojaške voditelje, vendar je najverjetneje hotel odstraniti tudi Putina. Tako je bil Putin prisiljen oditi na državno televizijo, kjer je Prigožina razglasil za izdajalca. С чем мы столкнулись, это именно предательство. Svet je lahko prvič videl, da ruski car nima vsega pod nadzorom. Spor, ki ga je zanetil med svojimi podaniki, se je obrnil proti njemu. Nekatere tajne službe pa naj bi celo vedele, da Prigožin nekaj načrtuje, vendar nihče ni ukrepal. Leta in leta je bil Putinov zid odličen, da ga je varoval pred nevarnostmi od zunaj.
vendar ne od znotraj. Sumljivo pa je, da Putin od upora naprej ni nikoli naredil čistke v obveščevalnih službah in celo naj bi se po uporu večkrat sestal s Prigožinom. Na koncu lahko vemo le, da bo vojna v Ukrajini še kar nekaj časa pritiskala na Putina, vendar njegov zaščitni zid bo ostal nespremenjen. Kaj pa se je zgodilo s Prigožinom? Avgusta 2024 ga je Putin in vodstvo Wagnerja povabil na pogovor v Moskvo, vendar je takrat na letalu eksplodiralo eksplozivno sredstvo in tako je vodstvo Wagnerja in Prigožin umrlo. Zdaj, ali je bila to nesreča ali ne, najverjetneje resnice ne bomo še nekaj časa izvedeli. Vemo pa le to, da ima Putin še kar nekaj oblasti v Rusiji. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.